Sem zdravnica Cvetka Avguštin z dolgoletno prakso v zdraviliški ambulanti v Termah Olimia. Delo te ambulanti mi je bilo vedno v veselje, saj sem tu lahko ob klientih, ki so k meni prihajali, živela svoje vrednote. Bilo mi je dano, da sem ljudem stala ob strani, ko so krepili, iskali svoje zdravje. Delam v zdraviliški ambulanti, to delo mi je v veliko veselje. Se pravzaprav blizu temu, kar je moja vrednota, da je zdravje vredno krepiti, se pravi delovati v smeri krepitve zdravja in ne vračanja. In zdravilišče je en tak kraj, kamor ljudje prihajajo iskat zdravje pravočasno, bi lahko rekla. Seveda prihajajo tudi ljudje po operacijah, ampak to je potem druga zgodba. Prihajajo pač na rehabilitacijo po operacijskih posegih na gibalih. Ljudje pravzaprav vsakodnevno odločamo, izbiramo, ali bomo krepili zdravje ali bolezen. Tako da staranje je naraven proces, ki ga pa človek s svojimi izbirami, z ravnanjem s sabo lahko upočasni, bom rekla. Ustaviti ga pravzaprav ne moremo, ker vsi se staramo. Lahko ga pa upočasnimo, pa naj si gre za hrano, gibanje, polnovreden počitek, čustveno čvrstost, kar vse so dejavniki dobrega počutja in posledično zdravja. Človek je rojen za gibanje, ustvarjen pravzaprav za to, da bi gibal, ampak sodoben način življenja mu je to odvzel. Če se tega zavedamo pravočasno, dokler ne pride do škode na tkivih, si lahko pomagamo ne samo z dobro hrano, s tem, da smo dnevno telesno aktivni, ampak tudi z dodajanjem prehranskega dopolnila. Naravni kolagen je ta, ki ga telo zna in zmore uporabiti, medtem ko hidroliziranega je treba jemati bistveno več in pravzaprav pomeni neko nepotrebno obremenitev za naša prebavila, take visoke doze hidroliziranega kolagena. Naravni kolagen je pa pravzaprav doza bistveno manjša in učinkovitost večja. Cemiogams je naraven kolagen, preverjene kakovosti, bi rekla, in pravzaprav učinkovito podpre prožnost sklepov, vezi, hrustancev. Jemanje Cemiogams kolagena bi priporočila vsem ljudem, ki čutijo kakšno nelagodje v sklepih, aktivnim športnikom in ljudem v drugi polovici svojega življenjskega ciklusa, tuzemskega življenjskega ciklusa. Se pravi, nekje okrog 40., 45. leta je skoraj umno vključiti prehranska dopolnila.